nell'anno della misericordia, ogni famiglia cristiana Papež Frančišek je v homiliji približal skupno lastnost dveh družin, in sicer Elkana in Nane, ki sta peljala dečka Samuela v Božjo hišo v Silo, ter Marije in Jožefa, ki sta za velikonočne praznike skupaj z Jezusom poromala v Jeruzalemski tempelj. Poudaril je, da je zelo lepo, ko se oče, mama in otroci skupaj odpravijo v Božjo hišo, da bi z molitvijo posvetili praznik. Tudi naše družine se lahko iz tega naučijo, da je družinsko življenje sestavljeno iz velikih in malih romanj. Nadaljeval je: kako dobro nam dene pomisliti, da sta Marija in Jožef Jezusa naučila moliti, in kako pomembno vlogo pri vzgoji ima torej družina. Preprosto dejanje, kot je blagosloviti, pokrižati otroka ob začetku in ob koncu dneva, ter molitev pred obroki. Blagosloviti otroka pomeni zaupati, izročati jih Bogu, naj bo On v različnih trenutkih dneva njihova zaščita in opora. Gre torej za romanje družin v njihovi vzgoji za molitev. V družini pa se sredi vsakdana zgodijo tudi nesporazumi. Verjetno je moral 12-letni Jezus svoja starša prositi tudi za odpuščanje. Evangelij sicer o tem ne poroča, a to lahko predpostavljamo. Namesto da bi se vrnil z njima v Nazaret, je ostal v templju v Jeruzalemu, in ko ga nista našla, je povzročil Mariji in Jožefu veliko bolečino. Na poti domov se je zagotovo privil k njima, da bi jima pokazal vso svojo ljubezen in poslušnost. Na romanju družine se tudi takšni trenutki spremenijo v priložnost za rast, v priložnost prositi za odpuščanje in ga tudi prejeti, za izraze ljubezni in poslušnosti. Sveti oče je ob koncu homilije spodbudil, naj družine ne izgubijo zaupanja. Vedno je namreč lepo v popolni iskrenosti vzajemno odpreti svoje srca. Kjer je prisotna ljubezen, tam je tudi razumevanje in odpuščanje. Svet in cerkev močno potrebujete družine, ki se podajajo na takšno vsakdanje romanje, je zagotovil.